Pozdravljeni. Moje ime je Samo Kreft in prihajam iz šole Sodobna fitoterapija. Danes pa vam bom nekaj povedal o osvežilnih čajih in kot farmacevt, kot bivši profesor iz fakultete za farmacije, ne morem mimo tega, da ne bi tudi o zdravilnih čajih nekaj malega še zraven dodal. Za začetek pa vas prosim oziroma pozivam, da se zamislite, da pijete kamilični čaj. Ali pa kakšen drug tak, vam dragi čaj. In razmislite, zakaj ga pijete. Kaj so razlogi, kaj so nameni, zakaj pijete ta čaj. Morda takrat, ko ga pijete, niti ne razmišljate o razlogih, ampak poskusite se vživeti v situacijo in razmislite o vzrokih. No in to misel zadržite in jo bomo uporabili v drugem delu predavanja. Sedaj pa vam bom povedal nekaj besed uvoda. Začel bom z samim pomenom besede čaj. Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da ima beseda čaj 4 pomene. Prvo je to pijača iz posušenih listov čajevca, torej iz tiste posebnega grma, kjer rastejo te listi, ki vsebujejo kofein, in pijača iz teh listov je čaj. Pravi čaj ali ruski čaj, omenja tudi slovar ta dva izraza, danes bi rekli turški čaj ali pa tudi zeleni čaj, črni čaj. No, potem drugi pomen besede, ki jo tudi omenja slovar slovenskega knjižnega jezika, je, da je to pijača iz nekaterih zelišč. Ni treba, da je ravno iz tega grma. Prvotni pomen, ja, razširjen pomen, da tudi iz drugih zelišč. In potem tretji pomen, lahko so pa sami posušeni listi čajevca, še preden smo dodali vodo in pripravili pijačo, tudi temu rečemo čaj. In še četrti pomen, zeliščem za pripravo pijače tudi pravimo čaj. Ta razširitev besede čaj iz enega rastline na več rastlin je podobna kot na primer pri špinači. Tudi tam slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da špinača je pač ena posebna vrsta rastline s svojim latinskim imenom in tako naprej. Ampak besedo špinača uporabljamo in je tako uvrščeno tudi v slovar slovenskega knjižnega jezika, tudi za druge rastline, če jih pripravimo na podoben način. Torej, če rečem, iz koprive sem pripravil špinačo, s tem ne mislim, da sem čarovnik in da sem iz ene vrste rastline koprive naredil drugo vrsto rastline špinača, ampak da sem iz ene rastline naredil jed z imenom špinača. Pomen se je iz ene rastline prenesel na celo jed in tukaj se je tudi beseda čaj prenesla iz ene vrste rastline, ki je primarni pomen te besede, na podobno pripravljene pripravke z drugih rastlin. In ta razširitev se je zgodila že davno, tako že Pleteršnikov slovar iz leta 1894 pravi, da je čaj posušene listje čajevca, tega posebnega grma s kofeinom, iz njega pripravljena pijača in tudi drugi poparki suhega listja in cvetja kot zdravila. Pravi tukaj le Pleteršnik, ampak seveda ni nujno, da je kot zdravilo, lahko tudi v osvežilne namene pijemo zeliščne čaje. Od slovarja slovenskega knjižnega jezika gremo na bolj strokovni pomen te besede in poglejmo, kaj piše slovenski farmacevtski slovar. No, izmed prej omenjenih 4 pomenov besede čaj sta bila v prvi izdaji 2 pomena, oba vezana na rastlino Camellia sinensis, torej to rastlino s kofeinom. In sicer posušeni listi, lahko so različno encimsko obdelani, neoksidirani in na ta način dobimo potem različne vrste pravega čaja, beli, zeleni, rdeči, črni. In v prvi izdaji je bil še drug pomen, torej napitek iz te rastline, torej tudi ko že skuhamo čaj, ampak samo če je iz te rastline, iz rastline Camellia sinensis. No in še ta drugi pomen je v zdaj zadnji izdaji slovenskega farmacevtskega slovarja bil črtan. Tako da izmed 4 pomenov
slovarja slovenskega knjižnega jezika. Prva izdaja farmacevtskega slovarja imela samo 2 in druga samo en pomen. Nekako se vračajo tistemu izvornemu pomenu. Pozna pa slovenski farmacevtski slovar besedo čaj z pridevnikom kot zeliščni čaj. To pa je lahko tudi rastlinska snov, torej mešanica posušenih rastlin, ali sam napitek pripravljen iz takih drugih rastlin, ki se jih pripravi nekako neposredno pred uporabo. Farmacevtski slovar potem ima še izraz zdravilni čaj, to je tisti zeliščni čaj, ki je pripravljen z namenom zdravljenja in preprečevanja bolezni. Jaz pa sem tukaj dodal, tega pa ni v farmacevtskem slovarju, še osvežilni čaj, ki je tudi nekako naslov tega predavanja in se bomo k njemu še vrnili. Zdaj pa še pogledamo nekako o izvoru besede. Nekako omenil sem, da beseda čaj izhaja iz izraza za to rastlino, Camellia sinensis, in to rastlino, ki raste na Kitajskem, tam imenujejo v različnih jezikih. Kitajska je velika država z več jeziki. V nekaterih jezikih jo imenujejo ča, v nekaterih, to je bolj na severno, recimo mandarinščina, v nekaterih drugih jezikih, bolj na jugu, recimo v jeziku Minnan, jo imenujejo pa te. In potem so tudi še vmes različne izpeljanke, ča, ta, taj in tako naprej. Ampak nas zanimajo te dve skrajne, ča in te, iz katerih smo evropski jeziki povzeli te izraze, odvisno od tega, po kateri poti smo dobili čaj. Tisti narodi, ki smo dobili po celinski poti, po svilini poti, smo dobili potem preko perzijsko, ker se imenuje čaj, pa turško čaj in potem tudi v slovenščini čaj. Medtem ko tisti narodi, ki so pa dobili čaj iz pomorski poti, so ga dobili pa potem tudi besedo iz južne Kitajske, najprej na Nizozemsko, v Amsterdam prišel kot te in se potem razširil v angleščino ti, nemško te, norveško, špansko, ta druga izpeljanka te besede. Če pogledamo še bolj podrobno Evropo, skratka bolj zahodna Evropa ima izpeljanke iz nizozemščine te, razen portugalščina, ki ima pa tudi ča. Edina v Evropi, ki ima ča brez j-ja. Medtem ko cel Balkan, vključno z Albanijo in potem še tudi Turčija, imajo čaj z j-jem in tudi Rusija. No, na Finskem se uporabljata oba izraza, nekako v zahodni Finski je bolj te, medtem ko vzhodna Finska ima pa čaj, tam se ravno mešata te dve besede. Poljska pa tukaj izstopa s čisto posebno besedo herbata, z drugačnim izvorom. Kdaj je prišlo do tega razširitve izraza iz ene rastline na tudi druge rastline, da so tudi druge rastline čaj? No, tukaj imam en izsek iz časopisa Kmetijske in rokodelske novice iz leta 1844, kjer omenjajo Ajbišev čaj. Z H-A-J pisano sicer, ampak vsekakor čaj. Torej ta beseda iz tiste kitajske rastline s kofeinom je bila že razširjena, je že dobila razširjen pomen, torej Ajbišev, torej to je slezal čaj. In 10 let kasneje izdane knjige Umno kmetovanje in gospodarstvo omenjajo gomilični čaj, to je pa kamilični, tukaj je sicer za veterinarsko uporabo, za živino, za zdravilne namene, sicer ne za osvežilne, ampak vsekakor beseda čaj in tukaj pa že pisano z č. V približno istem času se sicer nekoliko redkeje kot te zeliščni čaj pojavlja tudi pravi čaj v Sloveniji in kadar se pojavijo, imajo zmeri zraven še neko pojasnitev. Nikoli ni tako, kot je recimo v farmacevtskem slovarju, da je samo beseda čaj brez pojasnitve že dovolj, da vemo, da gre za pravi čaj.
tega že v 18. stoletju ni bilo zaradi preomenjenega razširjenega pomena. In kjer so bili ti pridevniki, kadar so pa le hoteli govoriti o pravem čaju, danes rečemo, damo pridevnik pravi, no takrat so dali pa besedico holandski ali pa vijolični, pa še zraven v oklepaju te, da je bilo jasno, da je to za tisti pravi čaj. In očitno, no, da je torej v tistem času pa že sama dobava tega pravega čaja pa bila bolj že iz zahoda, ker je pa v oklepaju kot pojasnilo ta izraz bil uporabljen. V nadaljevanju vam bom povedal nekaj o pripravi, kuhanju čajev, kako iz posušenih rastlin skuhamo čaje. Nekako imamo 4 načine, 4 glavne načine, seveda lahko potem imamo še razne vmesne načine. Prvi je poparek, to je najpogostejši način, strokovno rečemo infuzum. Uporabljamo ga predvsem za nežne rastlinske dele, predvsem za cvetove, za lipovi, kamilični, pa za kakšne nežne liste, kot so metine. In v tem primeru posušene liste prelijemo z vrelo vodo in pustimo namakati, ne da bi bila ta voda na štedilniku, ne da bi še dodatno vrela. Prelijemo z vrelo vodo in odstavimo, ali pa prelijemo itak v posodi, ki ni recimo v takem steklenem čajniku. In to namakamo običajno 5 do 15 minut, pri črnem čaju, nekateri imajo radi tudi manj, samo 3 minute, pri zeliščnih pa večinoma je potrebno kar več. Drugi način je prevretek. Prevretek ali dekokt, ta se pa uporablja bolj za trde dele, za korenine, ljubje, semena. Razen kadar vsebuje eterično olje ali pa sluzi, takrat pač ni primerno, da jih tako dolgo segrevamo. In pri dekoktu pa, ko rastlino damo vodo, nekaj časa vremo. Ravno zato, da ta ekstrakcija bolje poteče, 15 do 30 minut. In kar je še značilno, ni obvezno, zdaj sploh pri osvežilnih čajih, ampak načeloma je pri prevredkih tako, da damo rastline v mrzlo vodo in potem segrevamo do vretja in potem še pri nizkem ognju vremo. No to, vse ta dva načina, ki sta tukaj prikazane, tudi še naslednja dva, ki jih bom prikazal, ima lahko vsak malo svoje variacije. Jaz sem jih povzel po enemu dokumentu iz Evropske agencije za zdravila, ki se imenuje Glossary on Herbal Teas. Tukaj spodaj referenca navedena. Tretji način, ki ga pri osvežilnih čajih mogoče nekoliko hitreje uporabljamo, je macerat ali prelivek ali namok. Tri izrazi, vsi se tudi v slovenščini uporabljajo, vključno s to strokovno izrazom macerat. Čeprav macerat velikokrat se uporablja tudi, kadar gre za oljne macerate, ampak tudi vodni macerati so pač vodni ekstrakti z hladno vodo pripravljeni. Potreben čas pri hladnem namakanju je daljši, običajno okoli 30 minut. Pri zdravilnih čajih to uporabljamo predvsem za rastline s sluzmi, ker ne želimo, da bi pri povišani temperaturi spremenile svoje lastnosti. Pri osvežilnih čajih pa ta način uporabljamo takrat, ko si želimo piti, recimo poleti, hladen čaj. Da nam ni treba čaj skuhati z vročo vodo, pa ga potem ohlajati, dodajati mogoče še led, lahko kar namakamo v hladni vodi. Recimo metin čaj, koprivin čaj se da izvrstno pripraviti kot macerat. Tudi pravi čaj lahko delamo kot macerat. Tudi mešanica pravega in metinega čaja je tudi kot macerat lahko zelo osvežilen in poživilen. In tudi tradicionalen v nekaterih delih Afrike. Meta in črni čaj skupaj. No in še četrti način priprave čaja je pa perkolat. Ta način pa nima kakšnega slovenskega imena, če ima macerat kar 2 slovenske imeni, prelivek in namok, perkolat nima nekega bolj uveljavljenega, lepšega slovenskega imena. To je pa način, kjer rastline damo na
neko cedilo ali filter in jih potem samo skozi ta filter prelijemo z vrelo vodo in ta voda sproti odteka. To je za najbolj nežne rastline, pri katerih bi daljša, že recimo že kot infus, recimo 3-minutno namakanje lahko že preveč mogoče grenkobe ekstrahiralo. Perkolat je nekako analogno kot filter kava, ne? Tam tudi na filter damo kavo in nalijemo vročo vodo, ki sproti odteka. Pri zeliščih bi pa na primer kamilica bila en tak primer, ki bi bila primerna za pripravo kot perkolat. In zdaj se vrnemo na tisto misel o vzrokih, zakaj pijemo zeliščne čaje. Kot sem vas pozval na začetku, zakaj pijete recimo kamilični čaj, lahko ga pijete za lajšanje želodčnih težav, za boljšo prebavo, proti bolečinam v želodcu. Lahko ga pijete pa, če vam je všeč njegov okus, za osvežitev, odžejanje, da ob pitju se družite. Torej namen je tukaj na tej shemi sicer zadnja izmed 6 točk, po katerih ločujemo osvežilne čaje od zdravilnih. Osvežilne pijemo torej za osvežitev, odžejanje, druženje, zdravilne pa za zdravljenje v najširšem pomenu besede, torej vključno z preprečevanjem bolezni in lajšanjem simptomov bolezni. In pa še nekaj drugih razlik med osvežilnim in zdravilnim čajem. En je tak bolj pravno-formalni, osvežilni čaji so pijače, ki regulatorno spadajo med živila in potem vsa zakonodaja glede proizvodnje, označevanja se tiče živil, medtem ko zdravilni čaji so zdravila in načeloma po strokovnih kriterijih bi bilo pravilno, da se potem držimo vse zakonodaje glede zdravila. Če se nam z čajem osvežujemo in uživamo v njem, mora biti seveda prijetnega okusa, kar je zaželjeno tudi pri zdravilnih čajih, ni pa nujno. Če je nek čaj zdravilen, pa je nekoliko grenak, lahko tudi malo potrpimo. Sploh za želodec, recimo čaji Arman, Tavžent Roža so grenki in ravno te grenčine so tudi zaslužne za učinke. Tako da tukaj se ne moremo izogniti grenkobi, medtem ko pri osvežilnem čaju pa vsaj pretirana grenkobe ne sme biti. Zdravilni čaj seveda mora biti zdravilen, osvežilni čaj pa ni nujno, da je zdravilen, lahko pa tudi je. Preomenjen kamilični čaj, morda ste nekateri od vas ugotavljali, da ga pijete kot osvežilni čaj, nekateri kot zdravilni, pa ga pripravite lahko iz enakih kamilic, na enak način pripravljenega. Torej bo tudi zdravilne učinke pri obojih dosegal, samo namen je bil pa drugačen. Osvežilni čaj mora biti primerni za vsak dan, medtem ko zdravilne čaje uporabljamo samo takrat, ko jih potrebujemo, ko bodisi rabimo zdravljenje, smo izpostavljeni, želimo preprečevati neke bolezni, smo v neki rizični skupini ali imamo simptome. In zato tega, ker zdravilne čaje bolj občasno, lahko toleriramo tudi kakšne neželene učinke, medtem ko osvežilni čaj mora biti popolnoma varni tudi na dolgi rok. Pri zdravilnih čajih pa podobno kot pri zdravilih tehtamo med varnostjo in učinkovitostjo. In če je učinkovitost zelo odlična in zelo pomembna, lahko tudi z določenimi nevarnostmi se sprijaznimo. Toliko o tej razdelitvi med osvežilne in zdravilne čaje, ki vam bo mogoče olajšala vaše boljše načrtovanje osvežilnih čajev, ki so že zaradi tega, ker so namenjeni za vsakodnevno pitje, naša stalnica. Vesel sem, da se kultura pitja osvežilnega čaja dviguje in upam, da bo tudi to predavanje nekaj k temu prispevalo. Vam pa želim, da v čajih lepo uživate še naprej.
In hvala za pozornost.